V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Prav prisrčno z veseljem pozdravljam med nami gospoda Zlatomašnika, profesorja Marjana Peklaja. Dobrodošel v naši župniji, ko se s hvaležnostjo spominjamo 50 let mašniškega posvečenja. Naj gre to Bogu za hvalo za vse dobro, kar ste lahko v teh 50 letih storili, tako po župnijah, kjer ste delovali, pa tudi širše za cerkev na Slovenskem, lahko rečem tudi preko meja naše domovine. Naj bo današnji dan res dan zahvale, hvaležnosti za dar duhovništva. Z veseljem tudi danes pozdravljam med nami gospoda Franceta Dularja, ki je bil župnik v naši župniji. Prav tako pozdravljam oba profesorja, našega duhovnega pomočnika, gospoda Antona Štruklja in tudi gospoda Rafka Valenčiča, ki se je danes pridružil našemu slavju. Lepo je, da so med nami tudi mlajši rojaki. Gospod Klaudijo Peterca, ki je prišel, da bi tudi izrazil hvaležnost našemu Zlatomašniku in lahko rečemo najmlajšemu novomašniku naše župnije, gospoda Simona Kvaternika, lepo pozdravljam, kot da bi dal roko najstarejšemu duhovniku naše župnije. Naj bo današnji dan tudi prošnja, da ne bi gospod Simon Kvaternik ostal zadnji novomašnik, ampak da bi bili tudi mlajši za njim. Prav tako lepo pozdravljam predstavnika občine Brezovica in tudi gospoda župana iz občine Log Dragomer, gospoda Mirana Stanovnika. Vesel sem, da ste med nami tudi gasilci in gasilke vseh društev v naši župniji, prav tako predstavniki drugih društev, ki delujete v naši župniji, narodne noše, sorodniki, župnijski sodelavci in vsi vi, ki ste se danes... Imamo brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Molimo. Usmiljeni Bog, s ponižanjem svojega Sina si dvignil padli svet. Tisti čas je Jezus spregovoril in rekel: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jaren in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Kajti moj jaram je prijeten in moje breme je lahko. Hristusovo evangelij. Hvala tebi, Kristus. Zlatomašni profesor dr. Marijan Peklaj, dragi sobratje duhovniki, spoštovani zlatomašnikovi sorodniki, cenjeni gostje, dragi bratje in sestre. Zlata maša. Ali veste, dragi bratje in sestre, da na zlato mašo ni treba čakati ne vem koliko let? Ali ni vsaka maša zlata maša? Zlata v tem pomenu, kakor pravimo, recimo, zlata mama, ali kakor mati pravi svojemu otroku: o, ti moj zlati otrok. Ali ni v tem pomenu vsaka maša zlata maša? To je nekaj izredno dragocenega, neprecenljivega. Zlata, nad vse dragocena je bila predvsem Jezusova edina, vse življenje trajajoča mašna daritev, Jezusova daritev. Zares, vsaka maša je zlata maša. Tako je naš nekdanji profesor filozofije, dr. Janez Janžekovič, govoril ob slovesnosti svoje zlate maše. S temi besedami je samo povzdignil pomembnost zlatomašne slovesnosti. Podobno je povedala sveta mati Terezija: o duhovnik Božji, obhajaj to sveto mašo kot svojo prvo mašo, kot svojo zadnjo mašo, kot svojo edino mašo. Pred dragim Gospodom, vsi se veselimo z našim cenjenim zlatomašnikom Marjanom in se Bogu zahvaljujemo za 50 let njegove duhovniške službe. Prav je, da ob tej veliki slovesnosti, ki ste jo tako skrbno pripravili, vsaj na kratko orišemo njegovo dosedanje življenje. Marjan Peklaj se je rodil sredi vojne 15. avgusta leta 1944, se pravi na veliki Šmaren, na največji Marijin praznik.
Krščen je bil že naslednji dan. Oče je bil tovarniški delavec, mati pa je kot gospodinja skrbela za dom in družino. Bili so 4 otroci in 3 so še na tem svetu. Marjan je začel hoditi v šolo na Brezovici leta 50. Čez 2 leti je prvikrat vstopil k angelski mizi, zakrament Sveti Berbe, da mu je tudi v tej cerkvi podelil božji služabnik, škof Anton Duhovk leta 55. Tedanji župnik Janez Kotar ga je povabil med ministrante. Z vrhniškim vlakom se je nato Marjan 8 let vozil v Ljubljano, kjer je obiskoval gimnazijo za Bežigradom. Po maturi leta 62 je stopil v bogoslovno semenišče v Ljubljani in se vpisal na teološko fakulteto. Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla leta 67 ga je čedani nadškof Jožef Pogačnik posvetil v duhovnika. Predtem je bil že kot diakon pomočnik v župniji Polkogradec. Kot 6-letnik, se pravi leto po Novi Maši, pa je hodil pomagati v Zagorju ob Savi. Po končanem študiju leta 68 je bil imenovan za kaplana na Jesenicah, ob nedeljah pa je hodil tudi maševat na planino pod Gorico, ki je bila v soupravi. Po 3 letih je bil imenovan za prefekta v malem semenišču v Vipavi, a ga je že čez 1 leto tedanji nadškof Jožef Pogačnik vprašal, če ne bi šel na nadaljnji študij Svetega pisma v Rim. Marjan je šel v Rim in bil tam 4 leta, kjer je na bibličnem papeškem inštitutu dosegel licencijat ali magisterij Svetega pisma, licencijatus in republika. 1 leto pred vrnitvijo, se pravi leta 65, mu je umrla mama in iz Rima prišel na Odre. Nato se je kot rečeno leta 76 vrnil v domovino in kot študijski prefekt v bogoslovnem semenišču hkrati je že začel predavati tudi na teološki fakulteti. Pri profesorju dr. Antonu Strletu, sedaj kandidatu za svetnika, pa je pripravljal doktorsko dizertacijo z naslovom Sveto pismo, izročilo in cerkev v uvodih Jurija Dalmatina v Biblijo leta 1584. Za doktorja teologije je bil promoviran leta 1984, pomislite, točno 400 let po izidu Dalmatinove Biblije. Kako si natančen, gospod Marjan? V tem času je bil tudi duhovni pomočnik v novo ustanovljeni župniji Ljubljana Stožice in 1 leto nedeljski kaplan v Šentvidu Kristični, ter na to za 1 leto je bil na študijskem izpopolnjevanju v Sveti deželi od leta 82 do 83. Spominjam se, da je iz Jeruzalema preko Rima v Sloveniku spet se vrnil domov, žal na pogreb svojega očeta. Tvojih staršev, gospod Marjan, se bomo gotovo hvaležno spomnili pri tej sveti maši. Nato pa je bil od leta 83 do 89 kaplan v župniji Ljubljana Stožice, nato pa leto in 2 tedna župnik v župniji Ljubljana Sveta Trojica, kjer je bil božji služabnik star let 40 let zakonni pomočnik. Nadaljne 3 leta je bival v župniji Ljubljana Sveti Peter in ob nedeljah pomagal v župniji Stara Loka, pa tudi na Škaručni v župniji Vodice. Končno je leta 2003 postal hišni duhovnik pri šolskih sestrah v Retnjah in od lani pa je tudi župnijski upravitelj v Zatvogah, kjer sem bil tudi jaz 7 let župnik. In tako ima sedaj kar 3 veljavne pastoralne dekrete, to je tudi duhovni pomočnik v župniji Vodica. Profesor Marjan je kot izjemen strokovnjak za svetopismo vsa leta posvečal svojo ljubezen tej knjigi vseh knjig. Zna veliko jezikov, tudi klasik
Povejmo vero. Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, stvarjen, enega bistva z očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel z nebes in se presil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil položen, in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovo kraljestvo ne bo konca. In Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznal in krst odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen.